Zdaj je z nami član vladnega strateškega sveta za makroekonomsko vprašanje Matej Lahovnik. Gospod Lahovnik, kako komentirate potezo nadzornega sveta Petrola, ki je po dvigu minimalne plače sporočil, da zaradi tega uprava razmišlja tudi o selitvi nekaterih dejavnosti v sosednje države oziroma Hrvaško, kjer so obremenitve manjše, da bo tudi manj denarja za sponzorstva, kar je finančni minister Boštjančič označil z besedami: pohlepne multinacionalke in naftne družbe bodo vedno strmele k temu, da lahko same določajo na eni strani cene in na drugi strani plačujejo delavce čim manj. S podatki v predhodnem prispevku ste lepo prikazali, v čem je problem. Namreč pri litru goriva, ki stane malo nad 1,4 evra, država pobere 81 centov, pomeni, da 2/3 vsega gre državi. Dajatve države so 10-krat višje, kot je marža. To pa pomeni, da je dejansko tukaj požrešna država in ne podjetja. Dober finančni minister bi se vprašal, kaj bo naredil, da bo s stimulativnim davčnim sistemom pritegnil investicije v Slovenijo, da bomo na ta način pobrali več dajatev. To, kar se pa trenutno dogaja, pa ni problem samo Petrola, ker je selitev sedeža na Hrvaško napovedal tudi Lidl. In pametna država bi z nižjimi dajatvami stremela k temu, da se sedeži podjetij iz sosednjih držav selijo k nam v Slovenijo. Dogaja se pa prav nasprotno, da cela vrsta podjetij zaradi ekstremno visokih dajatev napoveduje selitev v tujino. Kako pa gledate na očitek finančnega ministra Boštjančiča, da gre za ljudi, ki so že danes kapitalsko najmočnejši in želijo biti samo še bogatejši, za ljudi pa jim je preprosto vseeno. Nezakonca Južna, ki sta po zadnji oceni revije Menedžer najbogatejša Slovenca, sta namreč 1,74% delničarja Petrola. V tem primeru sploh ne gre za dva zakonca. Problem je veliko širši in bolj pereč, ker cela vrsta podjetij napoveduje selitev v tujino. Navsezadnje je pred nekaj dnevi tudi v Slovenj Gradcu tuje podjetje napovedalo zaprtje in odpustitev 59 zaposlenih. Tako da, kot sem dejal, dober finančni minister se mora vprašati, kaj je narobe z ekonomsko politiko, da se podjetja selijo v tujino. Razumem, da je predvolilni čas, da minister rad kaj všečnega reče, ampak mora se najprej pogledati v ogledalo in bo videl, da je problem pri davčni politiki države, ki je dejansko nevzdržna. Gospod Lahovnik, da ne bo pomote, vsi si seveda želimo, da so plače čim višje, tudi minimalna plača, ki zdaj znaša 1000 evrov. Kaj pa to prinaša v praksi za podjetnike in seveda predvsem za zaposlene? Kot ste dejali, ni problem, da se minimalna plača dvigne na 1000 evrov neto. Navsezadnje je res draginja. Ampak 1000 evrov neto za podjetja pomeni tam okrog 1750 evrov bruto zaradi visokih dajatev. In če bi država res želela pomagati tako podjetjem kot zaposlenim, ne bi na začetku tega mandata dvignila dajatev, obremenila dodatno plače. V tem primeru bi neto minimalna plača že bila preko 1000 evrov, ne da bi se povečal strošek podjetjem. Drugi še večji problem pa je, da če govorimo o draginji, je draginja za vse. To marsikateri zaposleni ima plače sedaj višjo malo nad minimalno ali pa recimo 1050 evrov neto, 1100 evrov neto. Kaj pa ti? Popolnoma se bodo porušila in so se že relativna razmerja in seveda so tudi potem pričakovanja ostalih zaposlenih upravičena, da se tudi njim povečajo plače. Navsezadnje tudi upokojencev in ostalih. Tako da s tem so sprožili nek verižni sistem, ki deluje všečno, povzroči pa velike probleme, pri čemer država ne naredi nič, da bi olajšala položaj podjetjem in sama zagotovila višje neto plače. In s takšno politiko, ko se dviga samo minimalna plača oziroma za najvišje zneske minimalna plača, ostale plače pa relativno manj, bo kmalu večina zaposlenih na minimalni plači. To pa verjetno ni neka stimulativna politika, ki bi bila ugodna tako za gospodarstvo kot tudi za zaposlene. Kaj pa za državno blagajno pomeni odhod oziroma ta selitev teh sedežev oziroma delovnih mest, kjer imajo zaposleni višje plače na sosednjo Hrvaško?
Ja, to je verjetno glavni problem. V bistvu s tem pridobiva sosednja Hrvaška, ker najvišje plače menedžerjev so približno obdavčene z 2/3. Pri najvišjih bruto plačah menedžerjev ostane 1/3, 2/3 so dajatve, ki gredo tudi v pokojninsko in zdravstveno blagajno, in seveda se ves ta denar sedaj seli tudi na Hrvaško, in namesto da bi polnili slovenski proračun, slovensko zdravstveno in pokojninsko blagajno, bodo pač hrvaški proračun in njihove pokojninske blagajne. In kot sem dejal, tukaj še zdaleč ne gre samo za Petrol, ampak tudi za celo vrsto drugih podjetij, Lidl in ostali, ki temu sledijo. Zagreb pač ni daleč od Ljubljane in seveda marsikdo bo preselil sedež tja, če je poslovno okolje pač tam bolj ugodno. Najlepša hvala za tele odgovore. Hvala tudi vam.